se pred molitvijo in kulturnim programom obeležimo Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov in 80-letnico postavitve spominske kapele Matere Božje, v kateri so opisane žrtve rovtarske župnije iz prve, iz druge ter osamosvojitvene vojne. Ko je druga svetovna vojna začela jemati svoj krvni davek, so rovtari začeli razmišljati, da bi padlim postavili spomenik, ki bi jih ohranil v narodovem spominu. Takrat so se zavedali, da niti padli rovtarski krajani prvi svetovni vojni nimajo spomenika. Zato so zastavili enoten spomenik, ki bi bil spomenik za vse žrtve obeh vojn. Spomenik je bil zamišljen kot Marijina kapela, posvečena Mariji in kraljici Slovencev. Vanjo so rovtari dali napisati vse svoje do takrat padle rojake v prvi in drugi svetovni vojni, ne glede na kateri strani so padli. Po drugi svetovni vojni je kapela z odločbo Krajnega ljudskega odbora bila predvidena za rušenje, vendar se na srečo to ni zgodilo. Stavbenik Zupanc, ki je kapelo postavil, je z izgovorom, da nima delavcev, obranil kapelo pred rušenjem. Seznam padlih je bil dopolnjen leta 1993, ko so dodali še manjkajoče iz druge svetovne vojne ter eno žrtev vojne za Slovenijo. Za rovte je kapela neprecenljiv spomenik. Spomenik padlim rovtarjem v vseh treh vojnah. Sama kapela pa predstavlja tudi pomemben del naše zgodovine, ki ga želimo zaščititi in ohraniti za bodoče rodove. Naša želja je, da se kapela vpiše v register kulturne dediščine in smo že pričeli aktivnosti v zvezi s tem. Spominjamo pa se tudi še enega dogodka izpred skorajda natanko 80 let, ki je pomembno zaznamoval rovte. V nedeljo 27. avgusta 1944 se je v Rovtah odvilo protikomunistično zborovanje. Časnik Slovenec je o tem dogodku objavil podrobno poročilo, med drugim lahko beremo. Rovte so med prvimi kraji, ki so se dvignili, da branijo svoje imetje, svoje življenje in še veliko več kot to, svojo katoliško vero in slovenstvo pred komunizmom. Zato je bilo včerajšnje zborovanje resničen praznik za Rovte in okolico. Ljudje so se na zborovanje lepo pripravili, okrasili so hiše, postavili mlaje in izobesili zastave. Konec navedka. Zborovanje, ki sta se ga udeležila tudi Vuk Rupnik in takratni prezident Leon Rupnik, se je zaključilo s prisego zvestobe Bogu in rodu in s petjem slovenske himne Naprej zastave slave. To je naša zgodovina. To so naše korenine, na katere smo ponosni. Naši padli, pobiti in izgnani niso bili izdajalci. Bili so kristjani in ponosni Slovenci, ki so svoja življenja darovali na oltarju domovine. Zato se jih spoštovanjem spominjamo. Sedaj pa zopet vabim naše fante, kvartet As, da nam obogatijo našo spominsko slovesnost še z eno pesem. Bog živi,
žrtev zarov, dragi prijatelji. Ko človek razmišlja o revolucionarnem nasilju, o tem, kar se je tukaj zgodilo, revolucijo na Slovenskem, tega ne more razložiti drugače, kot da potrine na široko v evangeliji in da dajava nek širši, večji pogled na vse skupaj. Potem pride do tega osobnega spoznanja, ki ga je oblikoval Justin Stanovnik, ki sem ga prebral v njegovih spisih od tega dobro desetletja in je to spoznanje z menoj absolutno. Sem rekel, da ga zdaj prvič deli tukaj z vami. In sicer se vse skupaj začelo v Edenskem vrtu. Ko ste rekli, to je neka nenavadna primerjava, če ni pa. Koliko je ta primerjava nenavadna, je pa izredno bistvena, izredno pomembna in odgovarja v enem samem kipu na vse to strahotno zlo in na doletelo v 20. stoletju. Ti je rekel profesor Andrejca Pudel, najbolj krvavem in komplementarnem stoletju vseh časa. Namreč Adam in Eva, naša prastarša, poslušala glas tega duha, ki je rekel, in bosta kakor Bog. Storita to in bosta kakor Bog. Ta glas ni zamrl v Edenskem vrtu, ampak se je širil skozi vso zgodovino, širil sveta, kjer je človek posegel v ustaljeni red, ki določa, da vsaka oblast, ki pravi apostol Pavel od Boga, da je avtoriteta, bi rekel, kraljev, politikov, ljudi, ki imajo odgovornost za najvišje funkcije v državi, ni dana kar tako, ni kar sama tako, ampak je povezana s sklopom tega, kar imenujemo morala in etika, kar imenujemo večni zakon, kar je povezano v zadnji instanci z Bogom. Prvi se je to v času francoske revolucije zgodilo, da je človek posegel v ta red. Kralji, ki so zdaj predstavljali oblast, so bili, ko so bili postavljeni za kralje, so bili mazilni, tako kot kralji stare zaveze. To je potem pomenilo, da je moč najvišjega, ki je moč zakona, ki je moč etike, ki je moč morale, nad njim. Kralj ni bil sam kriv, da se je v zid, ki je rodil kot kralj. Rodil se je tako z dvemi telesi. Eno telo je telo smrtno, tako telo, kot da mi tukaj vsi dosmo. Drugo telo je pa telo zakona, telo Božjega kraljestva. Vsak zakon, če je zakon, je od Boga. Ko so francoski revolucionarji zrušili ta red, s tem, da so odrezali glavo kralju, so odrezali glavo, kot smo slišali v današnjem evangeliju, vsem družinskim očetom in predvsem pa tisti avtoriteti zakona, ki je stala na družbo. To ni bil sam razlog. 23. augusta leta 1939 se je zato zgodilo v neki razsežnosti, ki je do zdaj, ki v evropski zgodovini oziroma v svetovni zgodovini absolutno ni bilo primere. Se pravi, da sta se Hitler in Stalin povezala in da je ta povezava potem pomenila začetek druge svetovne vojne. Ta povezava je seveda pustila v naše kralje in razumljivo, da je, zato ker so tedaj ljudje v
pravi, ljudje, ki so se popolnoma oddaljili od zakona in Boga in bili prepričani, da lahko počnejo karkoli želijo in karkoli hočejo, zvedali, da to moč imajo. To se je desilo v revoluciji. In ta nesrečna, bi rekel, slovenska zemlja je še posebej znana po tem, da ni upravila leta 90, niti kasneje vrnitve nazaj na to izhodišče. To izhodišče, ker je zakon pojmovan kot nekaj, kar je sveto. Ker so politiki skrbijo za to, da je v državi etika in morala. Mi smo to preskočili in tako so tisti, ki so imeli škarje in platno od tako imenovane svobodne fronte v rokah, spet dobili krojaške pravice med slovenskim narodom. Žal se je to zgodilo ob tem, da je bil slovenski narod seveda zarojen in da je dajal ljudem stalni mandat za to, kar počnejo. In danes smo nekje na koncu tega evolucijskega procesa, ko imamo stranko, ki se neposredno sklicuje na začejo svobodne fronte, tako, to je Levica v vladi, in ta ima tam tudi največjo moč. In doživljamo restauracijo komunistične ideologije v vsem njenem ontološkem sjaju, kot se reče. V tem, da nas ti ljudje nadvlečejo nazaj stran iz civilizacije, kajti zahodna civilizacija je utemeljena na zakonu, utemeljena na Božjem kraljestvu, utemeljena na razodjetju. In še huje, kar je, da je ta proces demontiranja zakona, demontiranja vsake avtoritete zajel evropske institucije. V Evropi se lahko govori o čemarkoli. V Bruslu lahko beseda teče o čemarkoli, ampak samo krščanstvo ne. In z tega stališča vidimo, da smo tudi v evropskem smislu na koncu nekega procesa, ki se ne more končati drugače, kot da se vrnemo k koreninu. In vrnitev k koreninam pomeni vrnitev v spoznanju, da je politika, da je družbena odgovornost, da je upravljanje z družbenimi rečmi, stvar, ki absolutno presega posameznika iz tem upravlja, je stvar višje poklicanosti. Tomaš Akvinski je jasno povedal, da v Bogu ne moramo soditi, ker je onkraj vsega konceptov, onkraj vsega, kar se človek zamisli, ampak kljub temu lahko pa tipamo, lahko pa vidimo, da se zazremo vse bolj križa. To je popolnoma dovolj. Iz tega stališča uporabljamo, bi rekel to, da so se vaši predniki zbrali in organizirali v rovta proti komunističnemu nasilju in proti tej revoluciji, ki začenja v tistem prvem ne Bogu. Uporabljamo nek zgled. Ljudje se moramo začeti organizirati. Enostavno, sovražnik je samo spremenil, oblekel je drugo suknjo, ostalo je obrožil, vzel je novo in se naličil, ampak vse ostalo je isto. Mehanizem je isti. Nič se ni spremenil. In če se česa bojijo ti, ki v imenu bi rekel, da vsi upravljajo z našo osobo, je to, da se ljudje organizirajo. Da se povezujemo. Govorimo eno s drugim, da delamo korake k organizaciji tega, da se družba vrne v prvotno ravnovesje. V tem smislu postajajo
Ravte nepozaben svet in želim vsem, da to razmislimo in da se združimo, zato da bomo močnejši in zato da bo prevladalo tisto, kar mora prevladati, pravica, resnica, nenazadnje ljubezni do Slovenije, do naše domovine in nekaj najbolj čudovitega, kar imamo. Hvala. Knjige današnjega osrednjega govornika,
Potem v vlogi pod zvonikom na oglasni deski lahko vidite nekaj fotografij iz časa iz leta 1944. Na eni so domobranci, ki korakajo, mislim, da skozi vrtnik, če je podatek pravilen. Na drugi vidite fotografijo, ko je bila blagoslovljena kapela. Domobranci stojijo v vrsti vzdolž kapele in velika množica ljudi. Na tretji pa je Anžetova Mici, ki je ob protikomunističnem shodu leta 1944 v Rotah pripela šopek na prsi generala Leona Rudnika in je zato plačala visoko ceno. Po koncu vojne je morala zapustiti naše kraje in je potem njena domovina postala Argentina, kjer je tudi njeno zadnje počivališče. Zahvalim se vsem, ki ste sodelovali pri današnji maši in spominski slovesnosti. Najprej monsignorju Franciju Petriču za darovano mašo in pridigo, potem za današnjemu glavnemu govorniku, profesorju dr. Boštjanu Marku Turku, za osrednji nagovor, kvartetu AS, za vaše čudovito petje, da tukaj slišimo vaše glasove. In vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je naša spominska slovesnost tradicionalno že kar nekaj je po vrsti in da jo še ohranimo še naprej. Ob koncu ste vsi povabljeni na plato pri Farožu, ki je zdaj že večkrat v Senčki, na majhen prigrizek, na kozarec pijače in da se še lahko večkrat zadržite kakšen pogovor. Na voljo so tudi podobice, ki smo jih dali tiskati spominske podobice s kapelo Matere Božje. Si jih lahko vzamete, mislim, da so jih ministranti, nekaj portalov, potem so tudi vlogi na voljo, še kje, tako da si vzemite tudi to. Hvala vsem, ki prihajate in skrbite, da spomin na naše učence ne ugasne. Zaključimo tako, kakor je v naši tradiciji in navadi, s pesmijo Moja domovina. Christi